Vodilna ekipa Lige Olimpija je tokrat gostovala pri velenjskem Rudarju. Lepi spomini na Velenje iz lanskega leta, kajti Olimpija je tole zmago postala po dolgem času prvak Slovenije in naslov pripeljala nazaj v Ljubljano. Tokrat pa so gostovali pri ekipi Rudarja, ki je doma že presenetila nogometaše Maribora. Prva akcija za Velenjčane, John Mary si je pripravil strel in meril mimo vrat Roka Vodiška. Priložnost za Ljubljančane, Rok Kronaveter v 12. minuti, a tokrat na pravem mestu domači vratar Ristić. Prvi polčas ni bil preveč dinamičen, malo je bilo priložnosti in sliko smo že v drugem polčasu. Prva priložnost za Velikonjo, ki je bil sam pred vrati, izvrstna obramba Ristića, ki je zapustil svoja vrata. Še napad za Ljubljančane, kombinacija po desni in žoga pred vrata do Mihe Zajca, ki je streljal močno, in izjemna obramba Ristića, ki je tokrat spet rešil nogometaše Rudarja. Lotrič za Merija, ki je bil nekoliko prekratek, in še napad za domače Knape. Tokrat je poskušal Lotrič, preslabo in lahko delo za Roka Vodiška. Prosti strel za Knape. Senad Jahić, ki ima odličen strel, je še enkrat meril daleč, izkazal se je Vodišek in žogo uspel odbiti v kot. Še zadnja akcija tekme, zadnja priložnost, 80. minuta in izvrstna žoga proti Velikonji, a še lepša obramba Ristića, ki je tokrat rešil Velenje in zaklenil vrata. Tekma se je končala neodločeno, Rudar Olimpija 0:0 in na prvem mestu je zdaj ekipa Maribora. Ja, lahko bi tako rekli. Enostavno danes smo šli v tekmo tako, kot treba. Na prvo mesto je postavil danes ekipo. Mislim, da smo res gledali danes na igrišču kot ekipa in samo na ta način smo se lahko zoperstavili Olimpiji, močni ekipi. Vsekakor smo bili na trenutke v podrejenem položaju, ampak smo zdržali do konca. Bilo je težko, ampak mislim, da danes zasluženo smo iztržili točko. Normalno smo v enem položaju, kjer ne želimo biti, in smo si predstavljali, da bomo pokazali veliko lakote po zmagi. In prvih 45 minut nismo obstajali v tej lakoti in smo šele potem videli, da ko začnemo zagrabiti manj resno stvar, da si lahko ustvarjamo situacije, da smo lahko nevarni, da žal nismo zadeli, ker enostavno ni ta energija prisotna bila še od samega začetka in si to zagotovo na koncu nismo zaslužili. Tako da v težki situaciji smo, je pa treba biti moški in odgovorni in iskati pot ven iz teh problemov, iz te situacije, in je potrebno gledati naprej in iskati nove poti do zmage.